Evo, nahajam se spet po dolgem času v Čečah, čeprav sem tako vsak dan tukaj. To je malo druga tale panorama, sonček. Moj Kawasaki na nožni pogon. Zdaj bi pa par stvari povedal o teh 4 policistih, ki so dobili neko kazen, ali so sankcionirani tam neko dogajanje izpred 3-4 let, ko je bil tisti vodni top angažiran, ko so ti policisti sodelovali pri uvajanju reda iz kaosa. Tem 4 policistom se zdaj sodi, ali kaj se jim že dela, protipravno sodelovali, ker so iz kaosa delali red. Policisti so bili kastrirani na ta račun, ker so opravljali dobro delo, to je njihova dolžnost, službena dolžnost, ne da izpolnjujejo ukaze, ampak ko so na licu mesta, vejo, zakaj so tam. In ko se tam v tistem tacnu šolajo, se jim, ne vem koliko, 4 leta govori, da je naloga policistov prvenstveno, da ohranjajo red. V kaosu strmeče množice, pa so v času COVID krize, zdaj bom rekel konkretno na pobudo Zorana Stevanoviča, tam v množično 10 000 jih je protestiralo po tisti Celovški, pa tiste dni, pa tisti kolesari, pa vodni top, ki obstaja kot vodni top natančno zato, da dela red, kadar se množici strga. Tem anarcho-liberalom, ki so bili še politično motivirani v tistem času, ker so bili naščuvani strani levih aktivistov, tudi levih intelektualcev, leve politike, naj nergajo proti Janši, proti ukrepom, češ da, karkoli že. Mi smo imeli takrat COVID. Se pravi, COVID epidemijo po celem svetu. Naša Slovenija je bila še mila glede ukrepov. Tisti, ki so bili v tujini, so točno vedeli, po čem so hruške pa jabolke. Mi smo imeli mile ukrepe. Ok, Balkan je imel mogoče še milejše, tam Črna Gora, Bosna, to se niso nič držali teh ukrepov. Ampak urejene demokracije imajo neke vlade in neke vlade se trudijo v narodu vzpostaviti red, kadar je ta narod pobesnel. Zato je v konceptu spravljanja v red množic tudi vodni top. In Katarina Kresal je bila tista, ki je imela idejo, in v njenem času se je ta vodni top menda tudi posodobil. Nakup je bil takrat izvršen. Imelo se ga je že prej. Zato, ker če se narodu strga, ga more sila, torej ne ravno vojska, ampak policija, ohraniti v nekem redu, v nekem delujočem sistemu. In ta policija je takrat to delala. Jaz sem tem policistom, ki jih nimam rad, ker mi toliko krivic delajo s temi prehitrimi vožnjami, ko te sredi noči v zasedi čaka, v naselju. Sem se, rekel, poklonil, pa sem rekel, svaka vam čast, da delate red v tisti Ljubljani, s tistimi podivjanimi COVID norci, oziroma tistimi, ki so padli na te ščuvajoče politike, leve anarhiste, tudi leve intelektualce, namesto da bi se držalo dogovorov, ukrepov, so kolesarili, so delali te proteste na tisti omenjeni Celovški, plus še takrat, ko je bil ta vodni top resnično uporabljen, in zdaj se preganja policiste. Damjana Žižc, tam Večer, ona pravi, da bo mogli pa njihove šefe, tam, ki so bili pod Olajem, kakšne šefe, kakšne policiste. Napaka danes se dela, da se kastrira policiste, ki bi morali ravno danes v red spravljati, če tudi po ne novem Šutarjevem zakonu, ampak po starem zakonu bi se dalo Rome v red spraviti. Te pa ne spravljajo red, ker si mislijo, zakaj bi se jaz izpostavljal, potem bom pa ga malo bolj trdo prijel, ali pa mu eno okoli ušes stisnil, ki se bo tako izživljal nad mano, bom pa jaz sankcioniran. Zaradi teh
sistemskih kastracij policistov za nazaj v času COVID krize, imamo probleme, da policija ne more ali pa noče, ne želi ukrepati v obdobju, ko so Romi podivjali, ko misli, da so poglavari sveta. Kriva je leva politika, zato ker je kastrirala te 4 policiste in ker je ves čas trdila, da se na narod spravlja režim, vlada, desna vlada s policijo, narod v red spravlja. Se pravi, na narod je poslala policijo, prejšnja vlada. Zdaj, kaj pa ta vlada naredila, recimo na mene pa Ljuša, na mene že drugič, je Urška Klakočar Zupančič po zakonu o ohranjanju javnega reda in miru poslala policijo. Urška Klakočar Zupančič, zato ker sva imela televizijsko oddajo in ona tako ohranja red in mir, oziroma nepluralnost, enoumje. Mi pa te, rekel, uboge policiste hočemo kaznovati, sankcionirati, zato ker so ohranjali red, če tudi z vodnim stopom. Mi smo taka banana republika, narod je tako glup, vključno z levimi intelektualci, da se ne spozna, kaj je bilo takrat, 3-4 leta nazaj, krivo. Krivi niso bili ukrepi, kriv ni bil Janez Janša, kriva ni bila leva, desna vlada. Krive so bile podivjane, neukročene množice, kriv je bil tisti preteči se kaos, tista agresivnost ljudi, ki niso želeli spoštovati ukrepov. Ukrepi so bili upeljani zato, da bi se narodu ohranilo zdravje. Takšna je bila tista stvar takrat. In kdor nima razsodne moči, kdor je levo politično opredeljen, ta je v kognitivni disonanci, ta ne ve, zakaj se gre. Zdaj sem še enkrat tole povedal, zato ker se te moje, tako rekoč sovražnike, ki me na cesti jebe v glavo sredi noči, prežijo v zasedi name, če prehitro peljem kilometer ali pa 2 preveč skozi naselje, ko ni žive duše. Na stran teh policistov stopam. In aktivisti, novinarji, ala Damjana Žižt, Večer, mislim, da namesto, da bi imeli razsodno moč, podlegajo kognitivni disonanci. Evo, tole sem moral posneti v telih Čečah. Še enkrat bom naredil panoramo. Glejte, to so te Čeče, moje kolo. In to sem jaz. Nimam volje snimati video, ampak tole sem rekel, sem tokrat spiznen, tole bom pa posnel. Evo, čau.